Živijo in en lep pozdrav iz Ljubljane, zaenkrat še Ljubljane, pol pa pičiva proti Goriškim Brdom, tokrat pa v moji družbi dvakratni svetovni prvak na paraolimpijskih igrah, Darko Đurić, živijo. Živijo. Ful sem vesela, da si se odzval povabilu, ker te po mojem kar težko dobi zdaj, ker imaš toliko treningov, a ne? Ja, zdaj pač glede na to, da imam malo poškodbe, tudi malo več časa, tako da se lažje odzovem na take stvari. Zaenkrat, če sediva v avtu in sva še v Ljubljani, zakaj sva pa v avtu? Zato, da pokažem, da Darko fenomenalno voz. Zdaj tisti, ki ga mogoče še ne poznate, čeprav dvomim, da je veliko takih. Darko se v bistvu rodil brez obeh nog, pa brez ene roke, ampak on plava, hod, voz, pa še kaj, ne? Pa še kuha mogoče. Vse, ja. Najboljš, da kar en krog narediva. Ajde. V tujini vozijo normalno s takimi protezami, kot jih zdaj jaz uporabljam. Rečejo mikroprocesorska kolena. Preko aplikacije ali pa določenih gibov se da koleno zaklenati pod določenim kotom, tako da lahko potem nogo varno premikam, brez da bi bilo možno, da mi pade dol iz pedala, jo premikam iz pedala na pedal, se pravi, avto je avtomatik. Koliko je pa dejansko v bistvu ljudi, ki nimajo ene roke, da v Sloveniji sploh vozijo? A si ti med redkimi? Zdaj, kar se tiče amputacije oziroma da ene roke nimajo, jih je ogromen. Kar se pa tiče, da nima še nog, pa mislim, da sem edini. Ja, ne vem, pa ne moram pa 100% trditi. Če je želja, če je volja, pa če imaš tudi malo poguma ali pa norosti, se imaš takaj, da. Tako, zdaj pa greva proti Goriškim Brdom. Jaz nisem bila že tam 3 leta zvihar. Ti si bil pa kdaj? Če prav mislim, sem bil nekje decembra, ja. Vem, da zdaj že malo pase, ampak Ema Kurent, ne, je napisala ful grdo kolumno o invalidih in parkiranju, a ne? Kaj te pa v bistvu od tega prebranga tako prav najbolj zmotil? Predvsem to, da pač te stereotipi, ki jih je navedla o tem, da smo v bistvu zelo pasiven del družbe, ampak jaz mislim, da ona sama po sebi ni omembe vredna, da pač gre za malo metanje naprej oziroma neko, po domače povedano, trolanje. Je pa prav, da se ozavešča o teh stvareh, tudi da invalidi nismo taka tabu tema, da smo povsem normalni ljudje, ki se želimo uspeti v življenju. Če nam družba pokaže, da nas brez težav sprejema, pa to je čisto na vseh nivojih, da se lahko izkažemo. Evo, sva že v Goriških Brdih in končno po ne vem koliko dneh dežja je posijalo sonce. Pri enem kmetu sva in greva nabirati češnje, ne. Sva se zmenila, tako da jih ne bova robutala. In smo že v sadovnjaku kmetije Mavrič. Zdaj lahko prvo češnjo, ti prvi poskusni zajček. Ja, za rabutanje češnj. Odlični. Zdaj nama bo pa en gospod razložil, kako se pravilno obira češnje, zato ker drugače lahko poškoduješ, ne? Če boste rabutali češnje, se držite telih navodilov danes. Prava tehnika je tudi, da primeš gor pri peclju in zavrteš. Aha. Po pravici povedano je pa tudi tako, da ker sam obiralce rabe tudi nekaj časa, da se mu otrdi malo koža pri prstih. A dobi žulje lahko? Ne dobi žulje. Zelo rado ti pokne kožica na prstih in začne ful boljeti. Zato rabiš nekaj časa, da se ti koža udela, da rade malo bolj trda. In pole šele takrat začneš zares brati češnje. Prej je, ko bi rekel, vse bolj loviš. Napačno obiranje je pa tudi, da bereš brez peclja, to da jo smukaš, da jo trgaš tako, ne? To ni v redu. Ne, to ni v redu. Jaz tako delam. To je za hitro pojesti, je dobro, ne? Pa za domačo rabo, to je vse v redu, tako, ne? Ma za prodajo pa ne moreš tega, ko bi rekel, pecelj je kakor pri vinu čep. Aha. Če pobereš čep ven in da pustiš vino odprto, oksidira. Aha. Češnja pa zgubi svoj okus in svoj, ko bi rekel, svežino. Okej. Kako pa poškoduješ vejo? To vejico tle, da jo polomiste. Pole naslednje leto nimaste češenj tle.
Ja, nisem ti še čestitala čestitke za Evropsko prvenstvo, ker si bil prvi lani, a ne? Tako je, hvala. V Dublinu. Ja. Kaj pa je naslednji cilj? Septembra nas čaka svetovno prvenstvo v dolgih bazenih, ki bo v Londonu od 9. do 16. septembra. Bo pa v istem bazenu oziroma areni, kjer so bile tudi paraolimpijske igre leta 2012, tako da že poznam bazen in se seveda tekmovanja zelo veselim. Tele roke, ne? Teli temni prsti, gospod ni avtomehanikar, ampak to se zgodi od obiranja češenj, zato ker je ful veliko smoga, a ne? Ja, mazanija. Češnje, kadar se kupijo, bilo kje kupiš češnje, se jih mora oprati in če date ščipec soli, se, bom rekel, oddvoji, od češnje se oddvoji smog dal. Pravzaprav vsa umazanija, ki se nabere. Aha, okej. Poglejte, tle ima se tle šopko, evo bi debele. Pa ti so pa res orang. In če je dobra letina, si rekel, da je lahko koliko debelo? Ma dobra letna, to so tiste, ki so prav zadnje, ko vstanejo hore, ker jih pozabimo, pride tudi do take debeline tako. Tu vse razpočeno, ne? Ja, Madonna, koliko si veliko nabral. Ja, to je zdaj v bistvu dvojno hitrost moramo uporabiti, ker imam manjše kapacitete, ko se temu reče. Liho v makrocajnu. Zraven tam. Evo, kako že v slogi je moč. 3 roke, ena ima. Mislim, da 5 rok, ampak 7, ja. 7 rok in to je končni rezultat. Da imamo lahko še za domov. Jej! Sicer smo bili ful pridni, jaz malo manj, ker sem bolj snimala, ti si ljubila. Ampak lahko bi bilo teh češenj, se pravi še več, če ne bi bilo toliko dežja ali kako. Ja, če bi bilo manj dežja, malo več sonca, bi bilo dosti več češenj. Seveda, prve češnje, ki so bile 3. maja približno, je bilo že nekaj za pozobiti, je že bilo popokano fulje. A res? Ja, je bilo... In pa to ne moreš, da to prodajo? Ne moreš. Gledala sem nov videospot od Rebeke Dremelj, še verjamem, a ne? In si v bistvu tudi ti, ena od zvezd, ki nastopa tam noter. Kako si se v bistvu sploh odločil, da boš nastopil par njej, oziroma se poznata že od prej? Ne, v bistvu Rebeka me je kontaktirala za ta videospot, tudi predstavila koncept, idejo. Sem videl, da je neko pozitivno sporočilo in tudi ona je zelo prepoznavna in če takšno sporočilo deli, sigurno pride do veliko ljudi. Tako da sem potem sem dal zeleno luč oziroma se je pozitivno odzval na povabilo in smo pa enkrat posneli ta del, kjer malo plavam in seveda nastoji zelo lep videospot in tudi odzivi so zelo dobri. Več pri plavanju mi je ful zanimiv, ker ste vsi plavalci pač podepilirani, a ne? Ampak recimo brado pa imaš, a ne? Pred tekmo si moraš tudi to dati dol. Ja, seveda, če želim nekako tako profesionalno izpasti, sigurno se obrijem. A pa to dejansko te toliko bremza, da za kakšno sekundo lahko izgubiš pač na hitrosti? Pač je dokazano, da pri plavalcih to tudi seveda vpliva. Gremo zdaj na naslednjo točko, do cerkvice Sveti križ, a ne? A to je najlepša cerkvica tukaj v Goriških brdih? No, je starodavna, zato ker je iz časa, bom rekel, Turkov, so jo zgradili kot, takrat je bila uporabljena kot zaščita. No, zdaj pa kot znamenitost. In to dobiva zdaj za domov. Ja, mora biti nekaj, mora biti za popot. Ja, najlepša hvala, ne, da sva lahko sploh prišla pa ubirala, ker drugače, če pride kdo drug, ne more počakati pri blagajni. Tako je, ja. Lokacija številka 2 za naju. Zdaj greva pa na cerkvici Sveti križ. Ja. Ki je bilo včasih tudi utrba, ko so Turki udirali, pa so se ljudje tukaj skrivali. Imava samo enih 50 metrov do te cerkvice, gor se pa vidi in Vipavska dolina in morje, če je lepo vreme, tako da danes je lepo vreme, vsaj dežuje, ne? Upava na lep razgled. Ti si v bistvu odraščal v veliki družini, a ne? 5 vas je bilo. Ja. A ste
Čak, vi ste imeli kmetijo, ne? Tako je. A pa si potem tudi ti delal na tej kmetiji? Ja, določene stvari sem seveda mogel pomagati, kar sem lahko. Recimo, kdaj sem pomagal pobirati krompir, imeti v dvorišče. Pač spodbujali so me, da sem tisto, kar sem lahko, da sem delal, pomagal. Ti si bil v bistvu pri 2 letih, a ne, posvojen. Ja, v rejništvo sem prišel. Ja. In pol sta te v bistvu posvojila starša Debeljak, ki sta imela že odprej 4 svoje otroke. Ne glede na vse, sem se pač rodil brez nog po roke, da od tistega trenutka naprej so se mi pa same lepe stvari dogajale v življenju. Wow. Tukaj se pa verjetno veliko ljudi poroča. A ti bi se kdaj poročil? Ja, verjetno bo tudi kdaj prišel za to čas. Ampak počasi. Počasi se daleč pride. Se mora še kdo drug zraven strinjati. Ja. Čak se zdaj imaš punco, ne? Ja. Kaj pa otrok si recimo želiš imeti nekoč? To govorimo o daljni. Ja, pogoji za vse verjetno, ja. Tukaj pa še nisi bil, ne? Ne, tukaj sem pa prvič. Nikoli. In ni mi žal. Res. Lep razgled. Mirno. Ja. Se človek tudi malo, kako se to reče, napolni dušo. Napolni dušo. Si tako že odskoz pač rad nastopil, že ko si bil v vrtcu? Ali je to bolj zdaj? Ko sem bil že otrok, recimo 5-6 leten mulc, sem je dal v prvo vrsto na avtobusu, pa sem vzel mikrofon, rekel, no pa začnimo, pa sem eno uro govoril vice. A res, zakaj? Kaj pa recimo, a ne, plavati? Zdaj nekje, oziroma slišala sem, da se v bistvu zgodi čisto po nesreča, da dejansko si v bistvu skočil v vodo, pa potem v bistvu tvoj, kako se reče, vaditelj, asistent ni ta prav čas skočil za tabo v vodo in si v bistvu začel mahati in si kar splaval, ne? Ja, res je bilo leta 2000 v Pacogu in skočil sem v vodo, on je malo preč pogledal, ne vem, za kakšno gospodično pogledal ali kaj, ampak takrat sem splaval in v bistvu bil to resen tak dogodek, še danes se skoraj da živo spomnim. A res? Ja, zakaj si pa kar skočil? Pač neočakan sem bil, star sem bil 10 let in seveda vode se nisem bal, vedel sem, da ne znam plavati, oziroma mislil sem, da ne znam plavati. Pač on me je vedno ujel, me je dal iz vode, takrat sem pa pač skočil, me ni ujel, jaz sem pa začel mahati instinktivno in plaval. Najprej je treba vedeti, da pač voda ni naš sovražnik, da voda je naša prijateljica in da se moramo sprostiti. Tudi če kdaj kakšen požirek vode narediš v bazenu, glih te ne bo pobral. Za nama je stolp gonjače, oziroma oni rečejo honjače, zdaj ne znam tega. Ja, malo bolj po briško moraš zaviti. Ja, oziroma spomenik padlim borcem, to je še bolj pomembno, ne so rekli, da se moramo izpostaviti. Izpostaviti, ja. In zdaj se, verjetno se vsi sprašujejo, kako hudiča boš ti kle gor prišel, glede na to, da nimaš nog. In v bistvu pa še nisem povedala, kako ti dejansko hodiš. Ti imaš protezo? Ja, imam pač proteze, ki se reče mikroprocesorska kolena. Ja. Tam v bistvu v koleno je računalnik, pa nekaj senzorjev čez celo koleno in lepo potem oni preračunavajo, kaj želim narediti, tako da so neke varnostne zavore, da recimo ne klecne koleno brez, da bi jaz to vedel, ali pa pač recimo, če kakšna taka nepredvidena situacija, da lepo meriš, da ja. Aha. In zdaj, ko bova šla, zdaj bova šla kle gor po teh stopnicah, a ne? A to moraš kakšno posebno funkcijo pritisniti? Ne, pač so določeni gibi, ki jih naredim po stopnicah in potem seveda. Ampak bom videl, kako bojo stopnice, bom mogel iti kar s stenjenimi koleni, bom lahko kaj pokrčil. A bi lahko mogoče sam tako pokazal, da se sploh predstavljajo gledalci, kako to izgleda? Ja, seveda. Aha. Evo, takole, recimo, če grem kdaj v kakšno šolo ali pa vrtec, pa vsi otroci ugotovijo, da so to, kako se reče, robotske noge. Koliko so pa stale te noge? Ja, ti
pač invalidski pripomočki imajo kar visoke cene. Ja. Tako da tele noge obi dve skup sta več kot 80 000 evrov. 80 000 evrov, 2 dobra avta. Ja. A gre? Čas pa zazitke. To si dobro rekel, ja. Še malo, zdaj so po mojem na polovici. Premagamo, pa smo gor. Ja. Zdaj je že razgled. Wow, a ni bomba. Prva liga. 144 jih je do gor stopnic. Hudo. Veš kaj lahko pa zdaj sam rečem? Kapo dol, res. Bravo, wow. Da bo kar malo zadihal. In da pokaževa zdaj ta razgled. Noro. Noro. Vice celo do morja. Morje je pa tam. Vse lesketane. Pa komarjev. Zračne razdalje nekje 5 km, Ja, ampak cirka pol ure z vožnje. avtom. Tako da, ampak sigurno se pa splača v tele kraje priti. Ful so prijazni, res. Mirno, ja, ljudje so res prijazni, zmer te bojo povabili, da kaj poklepetaš z njimi ali pa spiješ ali pa poješ. Ali pa češnje dobiš. Češnje dobiš, ja, tako da sigurno priporočava Ja. obisk. Zdaj smo po vasici, ki smo jo prej izgledala od vzgorja, ne? Se pravi iz stolpa Gornjače, in to je vasica Šmartno. Kakšna so pričakovanja? Pričakovanja so velika. Iz razglednega stolpa je bil slikovit razgled, tako da mislim, da tudi sam kraj ima kar posebno energijo. Če bi mogel izpostaviti en šport, ki ga najraješ gledaš, kaj bi rekel, razen plavanja? Verjetno hokej. A res? Ja. V bistvu je kot mesto duhov, ampak definitivno boljš, kakor da bi bilo kle ful turistov. Ti dejansko ful rad potuješ sam, si mi rekel, a ne? Kako se pa drugače tako ljudje nasplošno obnašajo, recimo, ne vem, do tebe, ko greš, kaj se vem, v kakšne te države, ki niso toliko razvite? Bom rekel, sem kar precejšnja atrakcija. A ja? Povsod mislijo, da sem kakšen vojni veteran. Jaz sem tudi malo bolj mišičast pa neobrit, tako da vsi mi pa včasih še malo resno gledam. Vsi pa mislijo, da sem kakšen bivši vojak, ki ga je kje raznesel, ampak se pa daj še, če se jih navličam poslušati ta vprašanja, jaz pa kakšno zanimivo zgodbico natvizam. Se kar zmišljal, da si se boril. Kolega se je enkrat na Tajskem zmislil, da sem mu rešil življenje, da sem ga zmilo poril. Pa so v bistvu dobila eno rundo za ston. Se mi zdi pa, da nam je že obema ful krul po želodcu, a ne? Ja, zdaj že kar bobnenje, ni nevihte, ampak so najni želočki. Ja. Tako da počas bo treba iti nekaj pojesti. So že kar nekaj prehodile? Dobre so, ja. Sam veš, kaj je bilo zanimivo, ne? Sem mislila, da imate vi športniki ful tako strogo prehrano, a ne? Pa nekaj pa si rekel v enem intervjuju, da je tvoja najljubša hrana pa pomfri, pa dunajski zrezek. Kolikokrat si ga prvoščeš? Ja, pa čim manjkrat, ampak pač ko so treningi, ko se gre zares, seveda se tudi paziš, pa napojiš vsega, kar vidiš. Ja. Je pač hrana bolj sredstvo za doseganje rezultatov, ne toliko za užitek. Ampak ko se pa prvošam, se pa seveda tudi prvošam. A kdaj parkiraš na prostoru za invalide? Ne, nikoli, to pa res. Iskreno? Iskreno. Če se ti ful mudi? Ne, če misliš, da največ delaš v življenju? Pa ga rajš parkiram, veš kam, kar nekam tako na en pločnik, pa tudi, če mi ga bojo odvlekli, samo da ni za invalide, presežem.
No, zdaj smo pa za moje pojme pri hotelu z najlepšim razgledom na Goriška Brda. In to je hotel San Martin, ampak midva danes ne bova šla spat, bova šla kar do doma pol, bova pa jedla nekaj dobrega. Kaj pa je tole? Čemaževa juhica s panceto, rumenjakom, pa lešnikov predvec. Zgleda odlično. Piko naj naredi prav ta lešnikova krema. Tako da mogo malo razkriti recept, kako to naredi. Izvolite. Njami. Kaj pa je to? Tako, čez simpel, piščančja prsa, rižota z limonino lupino, grah, to gore pa dehidriran lupek paradižnika. Ne vem, če sem že kdaj jedla paradižnikov čips, so tako tank. Evo, prvič. Dehidriran bo. Ful ima močan okus še vedno. Še sladica. Kaj pa je to? Je bela čokolada, mascarponeva krema, prelita z jagodo in to zgoraj pa pomarančna meringa. Meringa. Tako. No, da probamo Že to veste. meringo. Razgled. Naslednjič, ko si boste zbirali kakšno veduto bi rabili, morate prvo vedeti, kako bi radi bili orientirani v Brdih. Tisti, ki bi rad bil v vasi Šmartno, bo pač imel tak pogled. Kakšen lep razgled. Prideva drugič tudi prespat, ampak vsak s svojim partnerjem. Koliko sob pa imate tukaj v hotelu San Martin? Imamo 20 sob, od tega so 2 družinske. Končala sva pa tako, kot se spodobne, z najlepšim razgledom v ozadju. In jaz bi se ti res ful iz srca zahvalila, da si bil moj gost in da si v bistvu prenašal vse moje smišljevanje, kam greva. Upam, da si se imel fajno, pa da še kaj ponoviva. Tudi zame je bil en zanimiv dan. Ja. Goriška Brda so res vredno obiska, tako da tudi tebi hvala za povabilo v oddajo. Ja, pa še kdaj, ko boš spet ponovno svetovni prvak. Upajmo, da čim prej. Ja, moram pa še za konec pozvati vse, ki te želijo še naprej spremljati na tvoji poti in biti inspirirani. Spremljajo te lahko na Facebook strani Darko Đurić, na Instagramu Darko Đurić, pa tudi po drugih medijih. Ja, sem kar moderen. Če bi pa radi dobili še kakšno idejo za zanimiv izlet, skočite pa še na Facebook stran Lepote Slovenije. Uživite! Pa, pa! Živijo.